Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podkastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Pred dnevi je Slovenska demokratska stranka, največja opozicijska stranka, uspela zbrati dovoljšne število podpisov za razpis tako imenovanega referenduma proti privilegijem, kot ga imenujejo v stranki Janeza Janše. Gre pa seveda za poskus rušenja zakona, ki ga poskuša uveljaviti ta Golobova vlada oziroma koalicija, tudi pod vplivom stranke Levica, ki bi nekako dala neke vrste dodatke k pokojninam zaradi posebnih dosežkov na področju umetnosti. Okrog tega se je dvigalo v zadnjih tednih veliko prahu, tudi zaradi SDS-ove referendumske kampanje, v kateri so uporabili sliko umetnice Maje Smrekar in te podobe, na kateri seveda sama doji psa. O tem in še več se bomo danes pogovarjali s enim najvidnejših poslancev SDS-a v tem mandatu. Presenetljivo hitro se je uveljavil, čeprav je njegov prvi mandat. Andrej Hoivik, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljen in najlepša hvala za vabilo. Ja, morda za začetek, veliko vas slišimo govoriti na veliko tiskovnih konferencah, nastopate. Kje je ključ do uspeha, da poslanec tako hitro izstopi iz povprečja, recimo v Svobodi in kupenih mladih poslancev, za katere sploh še nismo slišali, pravzaprav razen recimo Lenarta Žavbija? No, res je, da jaz sem začel seveda takoj, ko smo vložili tistih 30 plus zakonov, sem bil nosilec tudi par teh zakonskih novel, katere je koalicija potem posvojila in jih tudi Državni zbor sprejel. In takrat sem videl, da imam priložnost, ki so mi jo zaupali ljudje aprila 2022, da jih zastopam, da seveda v njihovem imenu predstavljam vizijo naše stranke, sicer zdaj kot opozicijski poslanec, in trdo sem prijel za delo in seveda se najbrž potem tudi uveljavil. Hkrati pa sem član kar nekaj odborov, torej odbora za kulturo, odbora za pravosodje, komisije za človekove pravice in peticije, hkrati tudi odbora za evropske zadeve in ne nazadnje tudi član preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevno ukradene otroke, in zato imam veliko materijala, o katerem seveda razpravljam tako na odborih, kot tudi na plenarnih sejah. Gre, čeprav razumem, za to samo angažiranost. Recimo pred dnevi je izstopil iz stranke Svobode Tine Novak, pa so takrat številni Slovenci sploh prvič slišali za njega, ker nikoli ni govoril. Torej, samo iniciativa. Ja, drži. Jaz sem nekako mnenja, da če sem plačen za to, da tam predstavljam pravzaprav teh 280,000 volivcev, ki so dali Slovenski demokratski stranki glas, da potem pokažem tudi svoj angažma, da pokažem tudi svoje zanimanje za to tematiko in nenazadnje to je naše delo. Ko si v opoziciji, je edina stvar, ki jo lahko narediš, postavljaš poslanska vprašanja in seveda parlamentiraš oziroma govoriš in opozarjaš. Pa niso vsi tako zlahka sprejeli, da ste stopili na veliko sceno. Spomnim se enega zapleta, ki ste ga imeli relativno na začetku mandata z Mojco Pašek Šetinc, ker vas je ves čas oklicevala za mladega kolega. Ste se kar razburili. Ja, no, takrat je kolegica bila sicer še svobodnjakinja, potem se je osvobodila Svobode, vemo, takrat leta 23. Ja, imenovala me je za mladega kolega in se je videlo takrat, da je bila provokativna. Jaz sem ji seveda odgovoril, da nisem mladi kolega, sem kolega oziroma kolega poslanec, in kako bi bilo, če bi naslavljal stara ali pa starejša kolegica. No, in potem me nikoli več tako ni imenovala. A ostane kaj prostega časa ob tem, da ste tako angažirani? Ja, zdaj z družino, ki jo imam, zagotovo poskušamo čim več prostega časa izkoristiti, da smo skupaj, da gremo tudi ali na morje ali na kakšen drug izlet. Velikokrat smo pa radi doma in sam poskušam, sicer moja partnerka pravi, da mi ne uspeva najbolje, da poskušam res odklopiti takrat politiko, ki je pa pravzaprav služba 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Tako da včasih je težko, ampak seveda si pa vzamem tudi čas za prijetnejše obveznosti. Če se ne motim, ste bili vi v Janševi vladi, v tretji Janševi vladi zaposlen kot predstavnik za odnose z javnostmi pri ministru Andrijaniču, ali se motim? Ne čisto. Na začetku sem pravzaprav bil svetovalec v kabinetu Janeza Janše. Pokrival sem področje infrastrukture, okolja in kohezijskih sredstev in prav morda ta uvid tega enoletnega dela v kabinetu mi je dal tudi
to podlago, da zdaj lažje razpravljam in sem tudi bolj glasen, ko gre za pridobivanje evropskih sredstev, ko gre tudi za infrastrukturne projekte. Potem pri ministru Andrijaniču sem pa bil pravzaprav eden od soustanoviteljev takratne službe za digitalno preobrazbo, hkrati pol leta vodja kabineta, kar je zelo zahtevna naloga, sicer neopažena, ampak zelo zahtevna, naj poudarim. In seveda na začetku sem bil tudi nekako PR-ovec, ko smo pravzaprav začeli postavljati na noge to vladno službo. Potem pa sem bil bolj tisti deček za vse, organizator dogodkov in tudi svetovalec ministru Andrijaniču. Verjetno ste se veliko naučili pri Andrijaniču, ampak zdaj minister Andrijanič, bivši minister Andrijanič, je med osnovnimi člani demokratov. A sta ohranila kontakt, a ste se zdaj oddaljili drug od drugega? Ne, imamo še telefonske številke in kdaj tudi pokomentirava aktualno dogajanje. Tudi gospod Andrijanič me kdaj pohvali, jaz pa tudi pohvalim njega, če dobi kakšno prestižno funkcijo, ki mu jih seveda ne manjka in mu seveda privoščim, da čim bolj uspe. Se je pa odločil seveda za demokrate in upam, da bomo lahko sodelovala v naslednji vladi zopet. Ko smo ravno pri Ministrstvu za digitalizacijo, ki ste ga takrat ustanovili, bil ste precej kritičen, mislim, da do Eve Irgl nedavno na socialnem omrežju X, kjer je med programskimi točkami navajala stvari, ki ste jih vi takrat zapisali v okviru tega ministrstva. Kako pa je zdaj na odnosu oziroma na relaciji Irgl-Logar? No, jaz bivše kolege iz naše poslanske skupine pozdravljam, tudi nimam problema iti na kosilo z njimi, to sploh ni problem. Zagotovo pa so pač odnosi se malo ohladili, kajti bil je kar ta hladen tuš, ko je kolega dr. Anže Logar povedal, da ustanavlja svojo stranko, za katero se je že pravzaprav 2 leti nekako mencalo, torej hodil je po terenu in govoril, da je to samo platforma sodelovanja, na koncu pa pač je ustanovil stranko, kar je seveda po ustavi, kar pa je izzivno ali pa bom rekel problem. Volivci so mu leta 2022, tako tudi kolegici Evi Irgl, izkazali zaupanje, ker je kandidiral na listi Slovenske demokratske stranke in tudi sam sem mnenja, to je moj osebni pogled, da če bi dr. Anže Logar in tudi kolegica Eva Irgl res šla iskreno v to zgodbo z novo stranko, bi odstopila, prepustila mesto 2 naslednjima iz liste SDS in lahko seveda prostovoljno hodila po terenu, nagovarjala in gradila bazo za naslednje volitve pod znamko demokrati. Ampak se veste, kaj vas bom zdaj vprašal. Lidija Ivanuša ni vrnila mandata v Jelinčiču, ko je prestopila v SDS. No, jaz mislim, da bi ga morala. Ampak verjetno je pa prišel dodaten mandat takrat zelo prav SDS-u, ne? Mislim, da niti ne, ker je tudi Slovenska nacionalna stranka prej tvorno, sicer kot opozicijska stranka, sodelovala s takratno koalicijo. Govorila sva o tweetu, ki ste ga napisali o Evi Irgl. Bili ste razočarani zaradi tega, ker ne bi kradla programske točke. To je potem objavil vaš predsednik. No, jaz nisem sicer rekel, da je ukradla, sem pa javnosti dal vedeti, da to, kar je Eva Irgl prebrala, je pravzaprav že potrdila leta 2021, mislim, da meseca junija, 3. Janševa vlada, torej vlada je potrdila te ukrepe in če bi to vlado nadaljeval Janez Janša, bi bili te ukrepi ali že realizirani ali pa zelo v izvajanju. Samo na to sem opozoril. Sicer se je po državnem zboru kar dolgo časa šušljalo, da če bo še kdo z SDS-a odšel k demokratom, da boste to vi. A je bilo kaj res na teh govoricah? Niti malo. To je pravzaprav sprožil, mislim, da časnik Reporter. Kolikor pa sem potem jaz dobil informacije, je to sprožila stranka Gibanja Svoboda. Res pa je, da me je kolega Logar so se pogovarjali oziroma je dal vedeti, da me vidi, če bi želel prestopiti. Samo pa jaz že ta prvi dan in vse nadaljnje dni dejal, jaz sem bil izvoljen v Slovenski demokratski stranki, ohranjam svoj status v Slovenski demokratski stranki. Seveda sem pa njemu, ko sem videl, kam gredo zadeve, želel veliko sreče na novi poti. Čeprav, kot sem prej dejal, sem kritičen do tega, da kolega Logar ni vrnil mandata, kar bi po mojem mnenju tudi ne bi bilo slabo, da bi zapisali saj v zakon o poslancih ali pa v poslovnik. To pomeni, da če si izvoljen na listi pod eno znamko, pod stranko, katerokoli že,
če prestopiš oziroma se ne odločiš več sodelovati v tej stranki, da bi moral vrniti mandat. Je pa res, to pa drži, da ustava pravi, da poslanec ni vezan na navodila in seveda lahko svojo pot nadaljuje kot neodvisen oziroma samostojni poslanec. Ja, ampak sej o tem sva govorila, da so v bistvu poslanci ne bi bili zavezani državljankam in državljanom. To je ves čas potem ponavljal Anže Logar. Ja, to drži, ampak so zavezani v skladu tudi s programom, ki ga predstavljajo ne nazadnje v sami kampanji. In tudi tista stranka ti daje tudi kapital, svoja socialna omrežja, svoj prostor medijski ne nazadnje, ko greš v oddajo, ko predstavljaš sebe in ne predstavljaš samo sebe, to je res. Predstavljaš Slovensko demokratsko stranko oziroma katerokoli stranko, na kateri kandidiraš, kajti tak volilni sistem imamo, proporcionalni, da seveda volivci v teh volilnih okrajih obkrožijo stranko, ne imena. Premakniva se zdaj nekako k posvetovanju, oziroma ne k posvetovalnemu, kar k referendumu. Relativno zgodaj ste zbrali te podpise. Odziv na terenu, kakšen je bil dober? Ja, res je, najprej bi se rad zahvalil vsem prostovoljcem, prostovoljkam Slovenske demokratske stranke, tako članom kot podpornikom, ki so več kot 20 dni bili tako na soncu kot na dežju pred upravnimi enotami, tako da iskrena hvala res vsem. In zbrali smo več kot 47.500 podpisov državljanov in državljank, ki si želijo države, kjer ne bi bili deljeni na prvo in drugo razredne, govorim predvsem o upokojencih in upokojenkah, ki jih je preko 640 tisoč. Zbiranje je potekalo zelo zanimivo, pravzaprav neverjetno je bil poskok teh zbranih podpisov, ko je Levica napovedala kazensko ovadbo zoper našega predsednika in našo stranko. Takrat se je videl ta dvig podpore temu referendumu, kajti ljudje si ne morejo predstavljati, kako imajo lahko vlado, ki pripravlja pokojninsko reformo, kjer bo uredila status bodočih pokojnin za 99,99% upokojencev bodočih in tudi upamo, da bo uredila status zdajšnjim upokojencem, hkrati pa je predtem uzakonila zakon za elito, torej za 0,01% upokojencev, ki pa dodaja k njihovim pokojninam tudi do 2400 evrov dodatka iz državnega proračuna. Zdaj, SDS je v tej referendumski kampanji, ko ste zbirali podpise in verjetno še naprej, ko bo potekala kampanja pred referendumom, uporabila sliko oziroma fotografije Maje Smrekar, ki je dobila za to, če lahko rečeva umetnina, Prešernovo nagrado, podoba, na kateri doji psa. Čeprav razumem, je itak napovedala Maja Smrekar sama tudi tožbo proti SDS-u in mislim, da celo Janezu Janši. Kako gledate na to tožbo? Ali bo to kakorkoli vplivalo po vaše na javno mnenje o SDS-u? A je to pametna poteza? Kajti pojavili so se nekateri tudi, tako rečeno, desni komentatorji, da bi to utegnilo celo škodovati SDS-u. No, najprej naj povem, da gospa Maja Smrekar ni dobila Prešernove nagrade, ampak nagrado Prešernovega sklada. To sta dve različni nagradi in bomo rekli, če je Prešernova nagrada tista zlata nagrada, je nagrada Prešernovega sklada srebrna nagrada. Dobila jo je leta 2018 za tako zvani projekt K9 topologija. Ampak po novem zakonu bi bila zaradi te nagrade, Prešernovega sklada, upravičena do te privilegirane. Do tega sem želel priti, ampak ker je v javnosti tudi morda znotraj našega članstva in tudi širše, je dilema, kaj se bo pravzaprav spremenilo in bi morda zdaj v parih stavkih to obrazložil tudi za vse, ki nas spremljajo preko vašega portala. To pomeni, zdaj res velja zakon iz leta 1974, tako imenovan zakon ZIPO, skrajšavo, ki nekako ureja tudi te privilegirane pokojnine, vendar to je še iz bivšega sistema zakon in predvideva te nagrade predvsem za dobitnike življenjskih priznanj. To pomeni za Prešernove nagrade. In te dodatke je podeljeval, to drži, tudi minister Vasko Simoniti v prvi in v tretji Janševi vladi. Ne nazadnje tudi zdajšnja ministrica, doktorica Asta Vrečko, je leta 2023 podelila 4 takšne pokojnine. Takrat Slovenska demokratska stranka temu ni eksplicitno nasprotovala.
nasprotujemo pa temu zakonu, ki pa širi z velikimi usti, bi tako rekli, širi ta nabor upravičencev, torej upravičenci bodo Prešernovi nagrajenci, nagrajenci Prešernovega sklada, ki morajo sicer prejeti še eno nacionalno dodatno priznanje ali mednarodno nagrado, in nagrajenci odlikovanj strani predsednice republike. In kje mi vidimo glaven problem? Prvi problem je, da se politizira tako uprava Prešernovega sklada, ki podeljuje te nagrade, politizira se tudi status predsednice, ki bo zdaj posredno ali pa tudi direktno neposredno, kajti sama predsednica ima to moč podeliti samoiniciativno ta odlikovanje in s tem bo dodelila tudi ta izjemen dodatek. Hkrati pa, kar je pa najbolj nenavadno, je pa to, da so ta zakon koalicijski poslanci sprejeli pred pokojninsko reformo. Kajti vemo, ko bo prišla enkrat v javnost ta pokojninska reforma, bomo videli, da ni vse tako lepo, kot sedaj obljublja minister Luka Mesec, kajti hkrati moramo gledati na vzdržnost javnih financ, hkrati moramo, če želimo dvigovati standard upokojencev, dvigniti to pokojnino in to bo zelo, zelo težko. Ob tem, da ne obremenjujemo delodajalcev. To pomeni, da gospodarstvo ne bo plačevalo še višjih davkov. In zaključujem, samo še to povem. In gospa Maja Smrekar je tak primer, ko je gospa, se pravi, dobila nagrado Prešernovega sklada, hkrati je dobila eno mednarodno nagrado za isti projekt in nam je sporno, da zaradi enega projekta dobi sicer ne najvišjo možno pokojnino, ampak 50% te, in to je sporno in zato nasprotujemo temu zakonu in vabimo ljudi, da oddajo glas proti. Zdaj, a ste vi izračunali, koliko bo to stalo? Ker recimo Levica vztrajno ponavlja, učinek tega zakona bo, 700 000 evrov, koliko so rekli, medtem ko bo vaš referendum stal par milijonov. No, poglejte, hvala za to vprašanje. Levica že od samega začetka manipulira s temi številkami. Oni pravijo, da bo približno med 60 in 70 tisoč evrov na leto tega stroška za te pokojnine. V 10 letih 700 000. Tako, v 10 letih 700 000 in potem pravijo, v 70 letih bi bilo to 5-6 milijonov evrov, kolikor bo stal referendum. To absolutno ne drži. Kajti, po tem novem zakonu je teh upravičencev že v tem trenutku med 100 in 200. Pa dajva vzeti najmanjšo številko, vzamemo 100 ljudi. Vsak bo dobil povprečno 1500 evrov na mesec. To pomeni, v 12 mesecih je to 18 000 evrov. Krat 100 je to 1,8 milijona evrov na leto. In to ni samo v enem letu, to je v 20 letih, kolikor ponavadi traja najmanj pokojninska doba, in preračunamo, 20 krat 1,8 milijona evrov je 36 milijonov evrov za teh 100 posameznikov. Potem pa seveda še vsako leto dodatnih 60 do 70 tisoč evrov. In že samo s tem podatkom bomo ta referendum, če gledamo samo matematično, pokrili v 2 ali 3 letih. In to, kar oni govorijo o 70 letih, to je popolna laž in to ministrica ve, ker ima te podatke, ampak jih ne želi deliti z javnostjo, koliko je pravzaprav teh upravičencev že sedaj. Verjamem, da boste v referendumski kampanji torej veliko računali, ampak prej sem vas vprašal, da ste to fotografijo zdaj uporabili, a bo to naletelo med ljudstvom na pozitiven ali na negativen načinek, kajti zdaj pač gredo kontra, predstavniki vlade, predvsem Levice proti SDS-u, češ manipulirajo, sovražni so, napadajo umetnico, pa še kradejo. Poglejte, ta fotografija, še enkrat, to ni umetniško delo. Umetniško delo, ki ga predstavlja gospa Maja Smrekar, je bil ta performance, ki se je odvijal med leti 2014 in 2017, če se ne motim, in ta fotografija je nastala v eni sobi v Nemčiji in pravzaprav umetniško delo je bil ta performance tega dojenja tega psa. Tako je se sama izrazila. To ni prišlo iz našega besednjaka, ampak celo v opredelitvi nagrade leta 2018 je pisalo, da je umetnica s tem, ko je spodbudila telo, da je proizvajalo materino mleko, podojila nečloveško bitje, torej psa, mladička. In
mi smo uporabili to fotografijo, ki je bila že leta 2017, konec leta 2017 poobjavljena, tako v tujih medijih kot v slovenskih medijih. To pomeni, ta fotografija je del javnosti, javnega značaja že vsaj 8 let. In to smo mi naredili. Ampak vi zdaj uporabljate v negativnem kontekstu. Ne? Zdaj, poglejte, v nobenem negativnem kontekstu. Samo napisali smo na plakat ljudstvu drobiš, izbrancem prestiž in to fotografijo. Zdaj nekdo, ki misli, da je to umetnost, vredna 1200 do 2400 evrov dodatka, bo ta plakat videl kot nekaj lepega. Ampak zakaj ste izbrali ravno to fotografijo? Bom obrazložil, nekaj lepega. Hkrati smo pa bili priča že leta 2018 javnemu diskurzu, ko je veliko ne samo politikov, ampak tudi kulturnikov, kajti kultura leva in ne desna je kultura vseh, so izrazili veliko nasprotovanje podelitvi te nagrade Prešernovega sklada tej dotični umetnici. In zato smo izbrali to fotografijo, ki uteleša to, da se bo zdaj tudi za taka dela, in ni gospa Maja Smrekar edina, morda se ji dela krivica, da je zdaj ona predmet najne debate ali pa tudi referenduma. Ampak takšnih primerov imamo več in tudi v bodoče bo mogoče jih več. In naj se samo še nekaj omenim, ko sem omenil politizacijo. Dobro vprašanje je, tudi za javnost, ki tega ne ve, kdo je trenutno predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada. To je gospa Zdenka Badovinac, kustosinja, prej vodja Moderne galerije, potem je šla v Zagreb, kjer je zaradi sumljivih okoliščin odšla, sicer pravijo mediji, da je sama odšla, hkrati pa je gospa Badovinac lansko leto kandidirala za evropsko poslanko na listi stranke, lahko uganeš katere? Levica. Ok, ampak a menite, da vam torej ta slika, kar se tiče javne podobe, javnomnenjske podobe, ne bo škodovala nikakor ne? Kljub temu, da bodo morda nekateri mediji znali predvajati na velikih zvočnikih, kar razlaga Levica. Mislim, to je absurd, ko Levica pravi, da mi s tem referendumom napadamo kulturo ali umetnost. Oni jo napadajo. S temi dodatki. Kajti kultura niso samo Prešernovi nagrajenci Prešernovega sklada. V Sloveniji deluje kultura na mikronivoju in na srednjem nivoju in na makronivoju. In kultura je pravzaprav tudi petje, ustvarjanje, prevajanje, vse, kar lahko ugotovimo, vse, kar lahko proizvedemo. In to je kultura. In tudi Slovenija, tudi samostojna država, je izrasla z enega kulturnega prepričanja, da smo narod, ki smo ponosni na Ivana Cankarja, na Franceta Prešerna, na takšne ali drugačne umetnike in kulturnike. In seveda je to napad z njihove strani, da uzakonja tak zakon na slovensko kulturo. In to, kar dela Levica, je pravzaprav edini argument, ki ga imajo, ker kdo pri logiki bi ustvarjal take pogoje za peščico ljudi, medtem ko pa nekateri ljudje, upokojenci, iz dneva v dan živijo slabše pod to vlado, pod Golobovo vlado, kajte cene so šle predvsem v letih 23-24 zelo gor, govorimo o hrani, o storitvah, hkrati pa se je prag tveganja revščine pod to vlado zelo, zelo povišal, pokojnine pa temu niso sledile. Čeprav bi imela vlada vso možnost in tudi dolžnost, saj leta 2023 izjemno uskladiti pokojnine, pa temu ni sledila. In zato je ta zakon in tudi ta referendum pomemben, ne samo za upokojence, ampak za vse aktivno prebivalstvo. Kajti Golobova vlada obdavčuje ljudi, obdavčuje gospodarstvo, ne nazadnje obdavčuje tudi študente. Vse. In hkrati pa upa uzakoniti tak zakon, ki bi v tej peščici, ki pa tudi nekateri primeri so, ki niso plačevali nič v pokojninsko blagajno, torej niso prispevali nič tako imenovani socialni državi, zdaj pa bodo imeli pokojnine v višinah tudi med 2000 in 3000 evrov vsak mesec. Ampak, a menite, da bo zdaj SDS v tej referendumski kampanji uspešen? Zdaj slišim, da prihajajo glasovi podpore tudi iz druge opozicijske stranke, iz Nove Slovenije. Mislim, da je Matej Tonin na Twitterju tudi objavil, da je prispeval svoj podpis. Skratka, a menite, da bo SDS ta referendum dobil in če ga ne bo dobil, bo to poraz in kaj bo to pomenilo za volitve? Namreč o tem se tudi precej analizira zdaj na socialnih omrežjih. Ja, to je pravzaprav zamegljevanje
in jaz sem hvaležen Novi Sloveniji, da se je vključila v kampanjo in vabim tudi druge stranke. Zdaj težko računam na podporo v tem referendumu strank, ki so potrdile ta zakon, in še enkrat naj povem za javnost, to so bile Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in stranka Levica. Se opravičujem. In poglejte, mi smo javno tudi še preden se je zakon dokončno uveljavil dejali, imate koalicija priložnost glasovati proti zakonu, dajmo se usedeti skupaj, dajmo pogledati pokojninsko reformo in v tej pokojninski reformi poglejmo status tako športnikov, kulturnikov, kmetov, vseh in kako jim pomagati. Ampak ne, vlada je rekla ne, mi smo oblast, seveda imajo vso to pravico, izglasovali so ta zakon, 3-krat smo glasovali o tem zakonu, kajti mi smo prej predlagali, kot si prej narobe dejal, najprej posvetovalni referendum je bil v igri, vendar ga je Urška Klakočar Zupančič proti poslovniku povozila in na to smo zdaj, kjer smo. Ne nazadnje, še to povem. Ta referendum je pravzaprav prva predlagala podpredsednica Gibanja Svobode, predsednica odbora za kulturo, gospa Sara Žibrat, ki je na enem izmed odborov dejala, če menite, da bo ta zakon tako slab za preostale upokojence, pa dajte zakonodajni referendum. In mi sledimo njeni želji. Zdaj pa k tvojemu direktnemu vprašanju. Jaz mislim, da bomo uspešni, prepričan sem v to, da bomo dosegli 340,000 glasov proti, že sedaj vabljeni, da se vsi udeležimo tega referenduma, kajti ta referendum ne bo govoril samo o tem zakonu, ampak bo glas proti temu zakonu, bo glas proti aroganci vladi Roberta Goloba. Kajti to, da ti pripravljaš pokojninsko reformo, ki je ključen dokument za bodoče upokojence, za naslednjih 15-20 let, hkrati pa prej spremeš mikrozakon, ki bo dobesedno 100-200 ljudem povišal pokojnine, ki bodo 3.000 evrov. To je nesprejemljivo, nedopustno, nesocialno in absolutno je treba reči dovolj je, smo proti takšnemu zakonu. Zdaj boste te podpise odnesli predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, glede na izkušnje z njo pri tistem prejšnjem predlogu. A pričakujete kakršenkoli zaplet? Dobro vprašanje. Jaz upam, da ne, kajti če bi pa prišlo tukaj do zapleta, da ne bi predsednica Državnega zbora ravnala v skladu z ustavo in ne bi spoštovala volje več kot 47,000 državljanov in državljank, tukaj pa bi prišli do precedensa in tukaj se mi pa zdi, da bi lahko sprožili tudi ne nazadnje kakšno državljansko vojno, kajti to bi se zgodilo prvič v samostojni Sloveniji, da potem predsednica zakonodajne veje oblasti ne bi spoštovala ustave in ne bi začela s postopki za zakonodajni referendum, ampak naj potolaži. Mislim, da do tega scenarija ne bo prišlo. Smo pa predsedstvo kar nekaj videli v tem mandatu, kar nekajkrat so vam odvzeli besedo, kar je zanimivo, kajti v vaših nastopih sicer se nikoli niste zdeli, saj slišati niste, da bi bil kakorkoli žaljiv, ste eden, recimo temu, bolj kulturnih poslancev, ampak beseda vam je pa sploh v zadnjem času res zelo pogosto odvzeta. Kako gledate na to, kar marsikdo smatra tudi kot predsedec, kar se prej ni dogajalo, recimo tudi profesori javne uprave to razlagajo? Ja, drži. Se vidi, ko prideš s fakti, z dejstvi in ko ne gre vse po načelu mi smo vlada, mi vemo, kaj delamo, in vidijo tudi v parlamentu, da ima opozicija, hvala Bogu, vsaj moč besede. Takrat se poslužujejo postopkov in to dela vehementno predsednica odbora za pravosodje, gospa Lena Grgurevič, ki kar izklaplja mikrofone. To tudi kolega Jože Tanko, ki je že več mandatov poslanec, tega prej ni zaznal, ni videl v prejšnjih mandatih, pa je bil tako koalicijski poslanec kot opozicijski poslanec. In poglejte, zelo težko je poslancu, ko razpravlja, predvsem na teh odborih, kjer nimamo omejitve časa, da ga nekdo neprestanoma prekinja, pritiska izklop mikrofona. Zato morda gledalci težko sploh sledijo toku mojih misli ali pa misli in besedam mojih kolegov. In v Slovenski demokratski stranki že resno razmišljamo in tukaj bomo morali zategniti ročno, ali se sploh še udeleževati teh sej odbora za pravosodje, kajti nekje
se mora to končati, kajti to je nedemokratično, protiustavno, da se jemlje pravica do svobode izražanja poslancu, ki ne govori v svojem imenu. Jaz ne govorim tam kot Andrej Hoivik. Jaz govorim v imenu vseh volivcev in volivk, ki so mi dali glas in me želeli v Državnem zboru. In to je utišanje glasov ljudi, ne poslanca. Ampak v tem letu pred volitvami, zdaj smo v bistvu praktično vstopamo v zadnjo 4. leto te Golobove vlade, mislite, da se bo do te eskalacije stopnjevale? Ali kaj se bo po vaše zgodilo? Ali se bodo med sabo na koncu pretepali, da tako rečeva, koalicijski poslanci? No, absolutno se bodo stopnjevale in tukaj bo koalicija začela vlagati zakone, ki ne bodo v prid ljudem, ampak bo prej obračunavala z opozicijo, kot da bi delala za dobro ljudi. Hkrati pa že sedaj vidimo, torej 1 leto pred rednimi volitvami, da socialni demokrati in velikokrat tudi levica ne sodelujejo več s Gibanjem Svobodo, kot so na začetku. Naprimer tudi na odboru za pravosodje, kdaj niti ne pridejo na sejo in tako niti seja, ni sklepčna. Tako da jaz mislim, da bo to obračunavanje kar hitro, zato pa je bil tudi najbrž ta ponedeljek, torej 1 teden nazaj, ko je bil koalicijski vrh, ko je Golob posedel koalicijske poslanci, rekel dovolj obmetavanja med seboj. Te 3 reforme, stanovanjsko, zdravstveno in pokojninsko, bomo izpeljali, ampak še potem smo videli na novinarski konferenci, da se niti niso mogli med sabo dogovoriti, torej šefi koalicijskih strank, kako lagati naprej. Govora je bilo o teh neprofitnih stanovanjih in na koncu dneva bomo ugotovili, da je Golobova vlada govorila o 20, celo 30 tisočih stanovanjih do konca desetletja, zgradila pa jih bo manj kot 2000. Andrej Hoivik, povejte mi, kdo je idejni vodja plakatov, ki jih je SDS zdaj spet razobesil po državi, ki so sicer, lahko rečemo, precej humorni, če se spomnimo že samo tistega, ali še plešete, ko smo videli na plakatih Roberta Goloba, zdaj pa podobe teh politikov najvplivnejših, z napisom lažejo vam. Vemo, da je v preteklosti ta ideja, mislim, da prišla iz podmladka. A ste pobudniki vi mladi v SDS o teh takšnih plakatnih akcij? Ne, pobudnika sta 2, to sta dr. Robert Golob in podpredsednica Državnega zbora gospa Nataša Sukič, ki sta vehementno, brez sramu lagala, kako je druga Janševa vlada znižala pokojnine upokojencem takrat z reformo, ko se je sprejemal SPIZ-2, to pomeni zakon o pokojninah. In to je to. In potem pravzaprav one 2 sta tista nosilca, tudi sta na tem plakatu. Ampak od kje je prišla ideja iz SDS-a? Se pravim, ideja je prišla v tem, ko smo videli, da lažejo. Najprej smo zahtevali opravičilo, kajti človek se lahko zmoti in to ni. Tudi jaz sem se morda zdaj v tem intervjuju kdaj že kaj zmotil in se bom potem opravičil postfestom, če bom videl, da sem naredil napako ali pa koga prizadel. Levica se vam je sicer opravičila na svoj način. Niso opravičila, lagala je še naprej in Robert Golob je pa nedavno za en drug medij ponovno se zlagal, da on ni tega dejal, da je govoril samo o odmernem odstotku, ampak on je dejal, da je od takrat status upokojencev bil slabši, kar ne drži. Leta 2012 se je vsem novim upokojencem po letu 2013 status bistveno izboljšal kot status upokojencev pred letom 2013. Robert Golob ima tudi težave povedati, kdaj je prvič srečal Tatjana Bobnar, ampak to je zgodba za kdaj drugič. Moje vprašanje je, ali bodo ti plakati vzbudili čustva pri ljudeh, ki jih vi želite? Zagotovo bodo te plakati povedali nekaj. Se pravi, ko bodo poslušali ljudje, tako v referendumski kampanji, kot morda tudi pred volitvami, besede Roberta Goloba, Urške Klakočar Zupančič, Nataše Sukič, Aste Vrečko in podobnih, se pravi vodečih ljudi, bodo se vprašali, ali je to res. In bodo šli ali na socialna omrežja, ali morda, sicer na socialnih omrežjih je veliko laži tudi, tako da morda bolj pomembno je pogledati sam zakon, pogledali v svojo denarnico in ugotovili, ali je tisto, kar bodo te veljaki v narekovajih dejali, res ali ne. In mi smo jim samo dali zrcalo, kajti v tem primeru glede pokojnin so res lagali. In lažejo ne nazadnje tudi, ko govorimo
o tem, kako so ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa vemo, da ga niso ukinili, so ga preoblikovali, sedaj celo podražili. Kako je Asta Vrečko leta 2022 dejala, nov zakon ne bo povišal RTV prispevka, pa ga ravno ta zakon je povišal, kajti plačujemo zdaj na mesto 12,75 evra 14,02 evra in tako naprej in tako naprej. In pravzaprav ta plakat je enostaven, z dvema besedama, lažejo vam in to drži. Ja, ampak vprašanje je bilo, zakaj ste vi te plakate razobesili, kaj je bilo v ozadju tega, ste dobro razložili, ampak a bo imel ta plakat učinek na ljudi ali vam bo na koncu škodoval? Absolutno bo imel učinek na ljudi in ne bo škodoval SDS-u, prej bo škodoval vladajoči kliki. Svoboda je nekajkrat, mislim, da že poskušala s pravnimi sredstvi ustaviti to plakatno akcijo SDS-a, mislim, da že prej, ko je bil Robert Golob na plakatih. Ne? Ja, to je, grozili so, da bodo poskušali, da je to se pa res ne spodobi, da to je pa nezakonito, ampak očitno niso uspeli, če so novi plakati zunaj. Lejte, to je absurdno. Če pogledamo plakate stranke Levica za časa prejšnje Janševe vlade, so risali gospoda Janeza Janšo, gospoda Mateja Tonina, kako se igračkata z oklepniki pa s topovi, Takrat ni bilo problema. Spomnim se plakata SD-ja, ko je bil Janez Janša v črnem, svet je postal nevaren. Pa potem Tanja Fajon. Mislim, to je absurd. Tukaj so pravzaprav mislijo, da imajo ljudje spomin zlate ribice in upam, da bodo ta spomin, ko bodo volitve ohranili tak pristen in bodo seveda dali glas Slovenske demokratske stranki, ne pa enemu izmed novih obrazov, ki se izgleda že v ozadju pripravlja. A ste imeli v mislih tudi Anžeta Logarja kot novi obraz? Tukaj sem imel v mislih Vladimirja Prebiliča. Pa ni ravno novi obraz, že kar nekaj časa. Sej Robert Golob tudi ni bil novi obraz. On je bil že za časa Drnovškove vlade, mislim, da državni sekretar za področje energetike in tudi zadnjič sem izvedel, da je Robert Golob bil med prvimi, ki je kolesaril aprila ali maja 2020. Ja, pa bil je član Pozitivne Slovenije, pa SAB. Tako je. Ampak zdaj, če se vrnemo k tem plakatom, a vi pričakujete kakšen kontraudarec, a se bo pojavil tudi plakat, ne vem, z vami, pa Janezom Janšo, lažejo vam ali pa karkoli drugega? Ja, absolutno se bo, kar je legitimno in... Je to svoboda govora? To je svoboda govora. Pa mislite, da vam takšni plakati ne bodo škodovali z druge strani? Poglejte, na koncu bodo seveda tako na referendumu, kot na volitvah, ki se približujejo, bodo odločili ljudje. Upamo samo v Slovenski demokratski stranki, da so ugotovili, da ko izvolijo nov obraz, je vedno slabše. Vedno. Do sedaj se je vedno ugotovilo, da je novi obraz pomenil poslabšanje razmer. Ne nazadnje to gledamo že od leta 2008, ko je takrat zmagal Borut Pahor, pa seveda on ni bil nov obraz, ampak vsi za njim, tako Zoran Janković, Miro Cerar, Marjan Šarec in sedaj dr. Robert Golob, so vsi pod krinko sposobnosti na koncu pokazali, da so nesposobni. In standard ljudi je padal. Standard ljudi, govorimo o ekonomski sliki, govorimo o blaginji, se pa poviševal samo in vedno za časa Janševih vlad. Je pa res, kar pa je žalostno, da je gospod Janez Janša moral prevzeti drugo vlado v času hude recesije, v času ekonomske krize in tretjo vlado, ko vemo, ko je Marjan Šarec vrgal puško v koruzo in za časa covida, ko so zagotovo bili ukrepi, zagotovo zdaj gledamo za nazaj, morda kakšni preuranjeni, zelo, bom rekel, tudi so omejevali svobodo gibanja. Ampak Vlasta Nussdorfer je pred nekaj dnevi tukaj v tem studiu dela, zdaj lahko biti general po bitki, ampak takrat nismo veliko vedeli. Točno tako in ne pozabimo, nekatere države, oziroma večina držav, tudi v Evropi, so imeli zelo bolj striktne ukrepe, kot je imela Republika Slovenija. Kakšna je pot do zmage SDS-a na prihodnjih volitvah? Zdaj izhodišče z evropskih volitev je dobro. Imeli ste 30%, dobili ste 4 evro poslance. Svoboda sicer je iz 16% v javnomnenjskih raziskavah potem zrasla nazaj čez 20% s pomočjo morda posvetovalnih referendumov. Ampak kakšna je pot do oblikovanja nove vlade za SDS, glede na to, da ta hip nima dobrih odnosov z nobeno drugo stranko v parlamentu? Če seveda impliciramo to na te besede dvoboje Tonin Janša. No, absolutno, jaz bi si želel in tukaj bom tudi naredil kot aktualni poslanec vse, da predstavim še v tem letu dosežke
tako prejšnjih Janševih vlad, kot tudi program Slovenske demokratske stranke, ki se zdaj tudi nekako prenavlja. Nenazadnje imamo meseca maja kongres stranke, kjer bomo volili novo vodstvo in tudi novo pot za nove volitve in novo strategijo Slovenske demokratske stranke. In upam, da bodo to ljudje prepoznali in namenili vsaj toliko glasov, kot so ga namenili Gibanju Svoboda, če ne še več. Če bi dobili, na primer, preko 35%, bi bilo oblikovanje desno-sredinske vlade bolj enostavno in zagotovo pa bomo sodelovali s partnerji, ki vidijo Slovenijo kot gospodarsko močno, kjer veljajo pravila socialne države, kjer veljajo pravila za višanje natalitete in kjer tisti, ki ima talent, zmore nekaj več, dobi nekaj več, hkrati pa seveda, da se standard vseh ljudi, tako upokojencev kot tudi mladih, zviša. In to bo naš osnovni program. Pa menite, da desni sredini kot celoti koristijo ta prepiranja, katerim smo priča dveh predsednikov, dveh opozicijskih strank, ki sta bili partnerici v prejšnji vladi, ali to koristi za prihodnje volitve? No, tega jaz zdaj ne bi komentiral, to je med prvakoma obeh opozicijskih strank. Kakšne akcije še nameravate izpeljati v zadnjem letu pred volitvami, preprečiti sprejetje nekaterih, recimo temu, škodljivih zakonov? Zanimivo je to, da so vsaj začasno pri Levici, tako se zdi, umaknili zakon o medijih. No, niso ga umaknili, kajti že je na programu za mesec april. Glaven problem je bil, da se niso uskladili glede amandmajev, kajti zakonodajno-pravna služba, torej ta služba v Državnem zboru, ki je zapisala, koliko proti ustavnosti ima ta zakon, je dala res kritično mnenje in tukaj je bila ta predstavitev samo iz tega razloga. No, naj pa napovem, da bomo v Slovenski demokratski stranki, kljub temu, da smo bili preglasovani, da ne bo javne predstavitev mnenj, sklicali sejo Komisije za človekove pravice in bomo tam odprli zakon o medijih, kajti dotika se predvsem človekove pravice do svobode govora. To bo en tak instrument. Hkrati pa smo že na terenu. En teden nazaj smo obiskali Posavje, Zasavje in jugovzhodni del Slovenije in nadaljujemo s temi obiski do konca junija in bomo obiskali pravzaprav celotno Slovenijo in takrat tudi povedali naše rešitve, naše ideje, ko ponovno prevzamemo oblast in seveda vrnemo ljudem to našo lepo Slovenijo. Zdaj, če se še malce dotaknemo zakona o medijih, a bo potrebno tukaj reagirati, če bo koalicija vztrajala še s kakšnim referendumom ali se bo zadeva znašla na ustavnem sodišču? Kako vidite to zadevo? Namreč marsikateri pravnik je prepričan, da ta zakon ni ustaven. Ne? Jaz delim to prepričanje in mislim, da prej ali slej bo kdo sprožil ustavni spor oziroma bo dal zakon o medijih na presojo ustavnemu sodišču. Ampak vemo pa ne, kakšno je razmerje ta hip na ustavnem sodišču, že vnaprej imamo neko razmerje 6:3, a tukaj pričakujete kaj drugega? No, poglejte, naprimer, samo en člen, naj citiram, 53. člen zakona je direkten poseg v svobodo govora, kajti sankcionira potem z drugimi členi izražanje politično kritiko oziroma kritiko politične oblasti in to je nedopustno in ne nazadnje, ali ima večina tako imenovani levih sodnikov, tukaj bi pa res se morali vsi poenotiti in vseh 9 bi moralo razglasiti potem ta zakon za protiustavnega oziroma saj ta člen, ki sankcionira svobodo govora in kritiko oblasti. Kar bo pomembno, ne, ta sklic Državnega zbora, katerega ste vi član, bo letos imenoval 2, mislim, da nova ustavna sodnika. Mislim, da celo 3 ali 4. Naslednje leto pa potem še 2 ali 3. Tako, drži. Skratka, vemo pa, da ima večino ta svoboda. Ne. Kaj pričakujete? Bo ustavno sodišče še bolj neuravnoteženo, kot je zdaj, glede na trenutna razmerja moči v Državnem zboru? Kaj se nam obeta z ustavnim sodiščem? No, tukaj je odgovornost predvsem na predsednici republike. Mislim, da bo, upam, no, bom raje tako rekel, spoznala, da je prav, da imamo polarizirano, kot je sama enkrat dejala, ustavno sodišče, kajti le tako lahko ljudje preberejo tudi kakšno odklonilno ločeno mnenje, pa to ne pomeni, da potem ta odločba ustavnega sodišča ne velja. In upam, da jo bo spoznala pamet in bo Državnemu zboru predlagala ustavne sodnike, ki bodo zadovoljili tako koalicijo, kot tudi opozicijo. Dovolj je pa navadna večina tukaj. Dovolj je pa 46 glasov, torej absolutna večina je dovolj, to drži in tukaj ima koalicija seveda prednost. Ampak hkrati jaz mislim, da bo kar nekaj poslancev še iz Svobode
pred potekom tega mandata prestopilo morda na drugo stran, kajti veliko je tudi nezadovoljstva strani Gibanja Svoboda. Na drugo stran ali med nepovezane? Na drugo stran. Aha. Hlogarju ali vam? Na drugo stran. Pa imate kakšna konkretna imena v mislih? Mislim, govori se veliko, naprimer sam sem za gospoda Novaka kar pravilno že ocenil pred časom, da ne bo dolgo zdržal Svobodi, in takih imen je še kar nekaj, pa ne bi zdaj delal krivico tem kolegom in kolegicam v Svobodi, da bi jih zdaj poimenoval osebno. Da ne bi Vesna Vuković začela s kakšno preiskovalno akcijo prehitro? Mislim, da bi tukaj sekretar Gibanja Svobode imel prej močnejšo vlogo. Ni pa dovolj navadna večina za varuha človekovih pravic, ne? Zato je pač potrebna ustavna večina, dvotretjinska podpora v parlamentu. Predsednica je zdaj dahnila neko novo ime, mislim, da gre za namestnico zdajšnjega, ki mu je že potekel mandat, Petra Svetine. A uživa podporo SDS-a? O tem še nismo razpravljali, tako da lahko osebno povem, da jaz nisem bil najbolj navdušen in tudi mislim, da sem takrat bil proti te kandidatki, ko je kandidirala za namestnico varuha človekovih pravic. Ampak seveda puščamo vrata odprta in ko bomo opravili razpravo v poslanski skupini, bomo potem tudi to odločitev najprej predali najbrž predsednici republike. Ste videli tukaj tržnico med predsednikom republike in predsednico republike in predsednikom vlade, vi nam varuhinjo, pa guvernerka, ne, bi bila Saša Jazbec, potem pa bi podprla ta koalicija kandidatko za varuha, ki jo predlaga Nataša Pirc Musar? Niti nismo videli trgovine, videli smo predvsem nesposobnost predsednika vlade Roberta Goloba, ko je dejal, da guverner Banke Slovenije odloča o vojaških izdatkih. Kajti to ne odloča on, odloča seveda predsednik vlade Robert Golob, ki je del sveta Evropske unije oziroma Evropskega sveta, in na koncu bo predsednik vlade tisti, ki bo odločil, seveda s parlamentarno večino, za koliko se bodo povišali izdatki pred letom 2030 za obrambo. Tukaj se je videlo, kakšnega pravzaprav predsednika vlade imamo, kajti totalno, tam se je videlo, da se ni zlagal, ampak je dobesedno neizobražen na tem področju, kar v teh zaostrenih razmerah ni ravno dobra popotnica. No, pa zaključiva še z vprašanjem o obrambnih izdatkih. Torej, parlament bo moral dati podporo kakršnemu koli predlogu zakona. Kdaj pričakujete, da se bo to zgodilo, da boste razpravljali in potem glasovali o povečanju obrambnih izdatkov? Najkasneje meseca novembra, ko se bo delala sprememba proračuna za leto 2026 in seveda sprejemal proračun za leto 2027, se pa že govori po hodnikih, no, da bi morda, to bo pa odločil vrh NATO meseca junija, da bomo morda morali celo v rebalans za letošnje leto. To pomeni, da bi se izdatki že v letošnjem letu morali dvigniti saj za par 100 milijonov evrov. Ne zdi se, da je Levica navdušena nad tem? Bo glasovala za to ali bo proti? No, poglejte, zdaj bom pa povedal nekaj iskreno. Če bi bil jaz član Levice in zagovarjal že 10 let, da izstopam iz NATO, takoj, ko bi prišel na mizo ta predlog, bi izstopil iz vlade. To bi bilo edino pravilno, demokratično. Seveda pa Levica, načelno, in načelno, seveda pa Levica tukaj išče koristi, kot smo dejali, za kulturnike, za elito, tudi za svoje položaje, in sicer bodo vpili in razglašali, kako so proti oboroževanju. Na koncu pa, če ne bodo izstopili iz vlade, bodo tudi sami dali glas za povečane obrambne izdatke. Andrej Hoivik, hvala, ker ste bili gost na Domovini. Najlepša hvala za vabilo in lep pozdrav. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, najlepša hvala za pozornost. To je bila Vroča tema. Vidimo se prihodnji teden.